Moje ime je Borut Vrščaj. Danes so mi dali dvojno nalogo. Najprej, da v imenu našega kolega Blaža, ki je zdaj na ministrstvu, kot veste, spravim tako rekoč v navednicah skozi tale seminar. Druge pa tudi, da določene stvari, ki jih počnemo na Kmetijskem inštitutu, predstavim. Jaz se vam najlepše zahvaljujem. Izjemno lepo je videti, da je v tem zimskem vremenu, v manj ugodnih vožnjih razmerah in ob vseh gnečah na vstopu v Ljubljano nismo upali na tako veliko zasedbo, na tako množičen obisk in se vam res iskreno zahvaljujem v imenu vseh sodelavcev Kmetijskega inštituta in drugih, ki bodo predstavljali. O tehničnih zadevah bomo še kasneje spregovorili. Zdaj bi pa povabil našega direktorja, profesorja dr. Andreja Simončiča, da vas tudi on pozdravi in nagovori. Dobro jutro vsem skupaj. Najlepša hvala najprej za tako številčen obisk. To pomeni, da je tema zanimiva. Zato še enkrat lep pozdrav vsem skupaj v prostorih Kmetijskega inštituta. Zdaj najprej, kot je bilo že rečeno, bi se želel v tej priložnosti zahvaliti sodelavcem, ki so ta dogodek pripravili, v prvi vrsti dr. Gerenšku, ki je bil iniciator tega dogodka, in pa seveda tudi zdaj v drugi fazi dr. Borutu Vrščaju, ki sta poskrbeli za strokovni del, in pa seveda naši sodelavki Eli Žilič, ki je poskrbela za ves organizacijski del. Zadovoljstvo mi je, da lahko in da danes naslavljamo kar dva pomembna področja, in sicer v prvi vrsti tla, za katera vemo, da so v zadnjih letih postala eden izmed medijev, ki so zelo pomembni, ne samo za kmetijstvo, za pridelavo hrane, ampak tudi za, lahko rečemo, kakovost našega življenja, in nekateri celo to povezujejo z obstojem našega življenja nasploh. Torej, želimo si, da bi tudi danes nekoliko podrobneje osvetlili pomen teh tal in seveda vse to navezali tudi na informatizacijo in pa digitalizacijo tega prostora. Vsi vemo namreč, da je danes digitalizacija ena lahko rečemo, pogosteje omenjenih terminov, ko se pogovarjamo, in to vsak dan, ne glede na temo pogovora. Vsi vemo, da digitalizacija danes je in bo tudi v nadalje vključena vse najpomembnejše strateške dokumente. Seveda si pod to digitalizacijo marsikdo razume nekaj svojega, ampak kakorkoli, danes bomo imeli srečo oziroma sem vesel, da bodo danes številni strokovnjaki z tega področja lahko osvetlili in povezali ta dva področja. Prepričan sem, da je namreč čedalje manj tistih, ki mislijo, da so različne baze podatkov in pa analize nepomembne, da jih ne potrebujemo, prav nasprotno. Zavedamo se, da so danes prav informacije v pravem času in pa v rokah tistih, ki znajo pravilno uporabiti tisto, kar nam bo tudi pomagalo ne samo pri nadaljnjem razvoju in pa ohranjanju našega kmetijstva, ampak tudi v smislu zagotavljanja našega, če lahko rečemo, ohranjanja okolja in pa razvoja nasploh. Vemo, da so danes predavanja naših kolegov izredno pestra. To nas navdaja tudi z upanjem, se pravi, da kljub temu in pregovorni naši majhnosti imamo kar nekaj ekip sodelavcev, ki se ukvarjajo s temi področji. Mogoče je res, da smo nekoliko premalo povezani, ampak tudi tovrstni dogodki so priložnost, da izboljšamo tudi te stvari. Prepričan sem, kot sem že dejal, da bo vsakdo izmed vas predavateljev predstavil tudi veliko aktualnega, zanimivega, koristnega, uporabnega, da bomo odprli neka nova področja, in vse skupaj to bo seveda pomagalo. V prvi vrsti vsej upam samemu našemu kmetijskemu sektorju,
Po drugi strani pa tudi, da bojo znala naša ministrstva tudi medresorsko, vidim tudi, da niso tlele zgolj in samo predstavniki našega kmetijskega resorja, ampak tudi širše. Skratka, da bojo vse te stvari, o katerih boste danes razpravljali, našli tudi v nadaljevanju zanimivo temo za diskusijo in pa seveda tudi sklepe, ki bi bili podlaga potem za še uspešnejšo delo na tem področju vnaprej v dobrobit najprej naših kmetov, kmetijstva in pa seveda potem tudi družbe v celoti. Tako da želim vam uspešen seminar in pa seveda prijetno bivanje na Kmetijskem inštitutu. Hvala lepa.